Dragi Slovenci, vstati bo treba, pa enemu bo treba klofuto parmazati. Nikoli ne bom pozabil očeta svojega, ki zmeraj mi je pravil, oj sin lepiva ga. Vzanj sem bil na Štajerskem, pa je en rekel za Goloba je rekel, veš kaj, samo da ga srečen, tako ga bom po pički vžgal, da mu bojo zobi vriti klavir špilali. Danes nimamo moških. Danes je pusi, ki vzame telefonček, pa gre naokrog, pa se dobi s prijateljem, pa se usedeta en drugemu v naročje, pa drkata telefon. Temo nazaj služenje vojaškega roka, da se bo vsaj vedel, kaj to je orožje, ne pa sama posranija, vse nekaj mehkega. Fantov ni več, neki malinovci so, fantki na telefončku ali pa kaj tazga, ali pa s svojim prijateljčkom se šlatata to. Noben več ženske ne gleda, ženske hodijo okrog, gledajo v luft, prijateljce potem na pijačo vozijo. Ja, jebem ti šno. Če bi bil ženska, bi najprej Našel enega tacga, ki bi imel poln denarja, pa bi ga vlupil do kosti. Veste, smo naredili no torto, tako belo torto, sem probal tisto torto, sem kurc. Pri svojih nasprotnikih najbolj spoštujem To, da so p***de in da pobegnejo. Koliko časa bomo še trpeli to gnilo, skorumpirano vladajočo bando? Treba jih je spokati v kante za smeti, pa poslati v Afriko, tja, kjer imajo svoje migrante, ki jih imajo tako radi. Tale naša vlada tukaj zadej, marji je za naš narod, marji je za naše državljane. Mislijo si, naj crknejo. Namesto njih bomo pripeljali migrante, ki bodo delali. Ja, bodo delali tako kot ta sirski brivec. Me zanima, koga na vladi brije in kje ga brije. Gledaš te poslance pa te, ne? Pa poslanke pa to nove. Joj, to je pa, mislim, to je pa kokošja farma, no. To. Ne, ampak naši, kajni hlapci, ne, luleki. Če za vas vprašanje, z vašo stranko je prišla v parlament gospa, ki je do zdaj lastnica salona, ki ponuja erotično masažo. Kako to, da ste jo predstavili kot frizerko, če to ni njena osrednja dejavnost? Nekaj je poklic in ne vem, zakaj je frizerka slab poklic. Konec koncev imamo sirskega brivca tukaj, ki mu vse k nogam dajete. Mi pa navadne, usrane, favšne pizde. Včasih imajo pedri tudi kakšne pametne zadeve. Erotična masaža je dejavnost z številko 090-040 in je regulirana in legalna v Sloveniji. Tega je približno 50 takih salonov. Mislim, da marsikakšen gospod iz politične sfere bi se našel na tistih spiskih, ki je hodil kaj noter, tako da ne bi o imenih, ne. Dejstvo je pa, da Slovenci znosijo v Avstrijo na mejo približno 7,5 milijonov evrov letno za take zadeve. Zakaj ne bi to ostalo v Sloveniji? Bodo njene izkušnje zdaj prav prišle v hramu demokracije? Jaz mislim, da take izkušnje vedno prav pridejo. Če jaz pogledam nekatere politike, mislim, da nimajo nobenih spolnih izkušenj. Pogosto se seje pozno v noč zavlečejo, ne? Tukaj med nami je vsaj 30 ali pa še več procentov predstavnikov ljudstva, ki imajo inteligenčni kvocient tam mal čez dnevno temperaturo. Gospod Ilić, prosim, da razpravljate o besedilu, ki je na dnevnem redu. Ja, predsednik, razpravljamo o tem. Sej že vsi pluvajo po telih, ki so šli gor v Ameriko na inauguracijo. Ja, pa jebem ti, a si ti šel? On je pa šel. Kje si bil pa ti doma v hlevu, pizdati materna? S svinjami si se paril tam. Lepo vas prosim, že tako se ta državni zbor se je pokazal pri glasovanju o zakonu o poslancih kot navadne riti.
da se bo začelo stopnjevanje napetosti tudi na podlagi teh izjav in zdaj tega pročelja stavbe in tako naprej končalo. Glejte, jaz bi rekla, da gospodu Jelinčiču to ustreza. On je dobil svojih 5 minut slave, igra pač klovna v svoji lastni predstavi in se seveda nabija politične točke ravno s takimi izjavami. Glejte, jaz ne bi bila res presenečena. Nehajte kvasiti. Imate lepe rdeče lase, lepe oči, šarmantni nasmeh, ampak to je vse. Klovnostvo v vaši lastni predstavi. Sej sem mi povedal, da je lepa. Sem mi povedal, da je lepa. Sem povedal, da je lepa. Prosim vas lepo. A imamo kaj jajc tukaj noter, a imajo tudi moški jajčnike namest jajc, kakor zgleda? Ni bilo še nobene predsednice Amerike tako zrihtane, kot je Melania. Pa pravijo, ja, imela klobuk kot takšen, debeli hudičevi. In takole me je ta kurbež Gartnerjev nategnil, brez mene je to organiziral. Sam, če dovolš najprej, da vam malo urad zlezem, da me note preveč jeba. A mu spizdim tole, pa nav vedel, kaj bi govoril. Pa se zgodi to, da Pahor sedi v ekonomskem razredu, kakor on je pa skromen. Ni skromen, butast je. Jaz sem rekel enemu Nemcu, da je podgana, pa me tož zdaj. Preklet kurc. Edin mogoče nos ima malo po stranke, mene enkrat tako vžgal, da ne bi premaknil. Kaj pa je bil razlog? Sej ne vem, sej sem ga nazaj, ne, to bistveno je, da sem ga nazaj. Ker vsak, ki vidi predsednika države sedeti tam od zadnji pri skretu, bo rekel, lepo vas prosim, kakšna država pa ste. Tamle gor je zdaj prišla mladina noter, pa upam, da bo kaj slišala. In da bodo fantje in punce. Če ne drugač, naj si pogledajo med noge, kaj imajo o tem in kaj jim je narava dala. Ne pa kaj jim bo dala razna FDV ali pa filozofska fakulteta. A few moments later. In ne verjeti, da vam bodo migranti prinesli kaj dobrega. Prinesli vam bodo bolezni, ki jih ne poznamo, prinesli vam bodo posilstva, prinesli vam bodo uboje, prinesli vam bodo vse tisto, česar bi se morali bati. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, vse vas prosim, da vzdržujemo kulturo govora in da za svojim govorom ne sejemo sovraštva. To je naša naloga. Predsednik, nehajte bedarije govoriti. Nimate besede, gospod poslanec. Še enkrat prosim, da se v državnem zboru obnašamo tako, kakor državnemu zboru pritiče. Jaz se obnašam v redu, v skladu z slovensko bitjo. Obveščevalna služba Podlasica je zvedla, kaj Pahor pripravlja za naslednji obisk pri Kitarevički. Pripravlja vladni zborček, ob katerem bo pel eno posebno pesmico. Kak taubeka dva, mi smo sretni bili, za rukice se držali, rujno vince pili. Pol se bo pa zjokal. Primerjati Slovence, ki so šli po svetu s trebuhom za kruhom, s temi migranti, kakor je to naredil minister za zunanje zadeve Cerar, je pljunek v obraz slovenskemu narodu. V Slovenski nacionalni stranki tega ne bomo dovolili. Pa mislim, da tudi slovenski narod tega ne bo dovolil. Tako prekinjena seja državnega zbora, bomo začasno sejo zaustavili in omogočili pogoje za normalno delo. Debeli hudičevi.